astrologija ni veda, zato ker čez kriterije za znanstveno vedo ne gre. Ne, dejansko več kot veda. Kar pomeni, da je veda o času, torej kdaj je primeren čas za nekaj. Dosti stvari zelo natančno predvideti. A bo Lara imela bolj pestro spolno življenje? Vi tudi to lahko vidite? Ja, tudi to se da. In? Zelo intenzivno. A se bom jaz letos poročila? A bo kaj letos zanosila? A bo svojim zaročencem ali s kom drugim? Ja. Vesa lahko imela še kakšnega otroka. Ne rabimo astrologa. Ja, Vasektomijo rabimo. Tisti dnevi v mesecu. Čau! Živjo! Živjo, evo nas v prvi epizodi leta 2026. Najprej upam, da ste preživeli ene super praznike, da ste si voščali srečno, zdravo, predvsem zdravo. Gospodična tukaj, ki sedi, je obležala na prvega v posli in vsak, ki mi je poslal tle si Preveč žurala. Ja, ti. Ja, nisem žurala in sem zbolela in vsak, ki je poslal čestitko srečno in zdravo, sem si mislila, pejte, vsi skupaj nekam. A si sam mislila, se tudi spol odpisala? Ne, napisala sem. Alo sem povem to, veste, tako grozno odpisuje. Celo to se strinjava. Ona ni tako, da bi ti napisala en SMS, ampak ona ti jih pošlje tako 30. Živjo, si prišla danes na, ne vem, neki vsako stvar posebej. A znaš prebrati? Hočem že odpisati in tako ne bom še malo počakala, če bom še kaj dodala. O glavnem, živjo. Živjo, srečega pa zdravega. Ja, tako. Danes v družbi gosta, ki ga bo predstavila Lara, pa bi jaz tudi rada povedala, da midve z Laro sva se že velikrat pogovarjali in da če kaj primerno za začetek leta, oziroma če je kdaj primerno, se nam zdi pa ful primerno imeti to ob začetku leta. V bistvu je bila tvoja ideja, tvoja želja nekako? Ja. Jaz sem kar vesela, meni tudi je to zanimivo. Ja, v bistvu, danes se bomo mečkan poglobili v astrologijo, ali kako ne temu rečem. Ja. 2 leti nazaj nas je v Denis Avdićevu obiskal Dušan Donko. In takrat moram reči, da predtem jaz nisem ful verjela v astrologijo in te napovedi in vse to, ampak takrat se spomnim, da tako na hitro je pogledal mojo astrološko karto in moram reči, da tiste 3 stvari, ki mi jih je takrat povedal, so se nekako vse uresničile, čeprav sem vmes že malo pozabila, da mi jih je povedal, ampak ne vem, polk je bilo konc leta 2024, sem se pol začetek 2025 spomnila, se res, on mi je rekel, da se bo to zgodilo, ali pa da moram te stvari paziti, ne da se bo to zgodilo, da moram te stvari paziti. In pač dejansko je bilo, pa nisem tako razmišljala o tem. Ko ste prišli do besede, dobrodošli. Jaz se ful veselim v bistvu danes. Ja, smo pa rekli, da mogoče mečkan drugačna epizoda glede na naš podcast in če je kdaj primerna ukrevesna rekla, je to začetek leta. Ja, to je dober čas za astrologijo. Ja, super. V bistvu najboljši. Se mi zdi, da vse ljudi zanima nekako potih. Vsi si pišejo neke te, bom se rekel, novoletne, mislim, vsi si ne. Veliko si jih da novoletne zaobljube ali pa nekaj napiše, kaj želi, da bi se jim izpolnilo. Veliko se jih verjetno tudi k vam obrne v tem času, tako da ja. Imate gužvo zdale? Ja, to je bolj del leta, ko je točno to najbolj nekako zanimivo. In tudi pač eni se že navadijo, ko pač vidijo moče neke rezultate. Čeprav bi moral to reči, da nikoli ne rad slišim, da se je uresničilo, kaj sem napovedal. Sploh nekaj čudnega. Ja, to je dobro. Boljše, da ljudje se drugače jim odvije, pa tudi, če sem se zmotil, pa imajo boljše življenje, kot pa da so neke čudne napovedi potem uresničene. Tada cilj je dansko preprečiti. Ja, točno to je. V bistvu, prvo vprašanje, kaj sploh je astrologija? Zaradi tega, ker dostikrat slišim ljudi, ki imajo mogoče malo predsodke, kar se tega tiče, da je to neko vedeževanje in to povezuje, kot da je eno in isto, ampak kaj je razlika, oziroma kaj je astrologija in kako se primerja z vedeževanjem? Recimo, ljudje vedno rečemo, dobimo se danes ob tej uri in potem, če pridemo vsi ob tej uri, pač nekako dobro izpade. Če nekdo pride 2 uri pozneje, je malo čuden, ali pa se drugi sprašuje. Kar pomeni, da je veda o času, torej kdaj je primeren čas za nekaj. Torej, če bi drugače povedal, v življenju lahko marsikaj kontroliramo, edino čas ga ne moramo, ja. potuje. Pa povezan kaj z osebnostjo? Ja, seveda, potem pa določen čas pač oblikuje določeno osebnost in potem ta osebnost, ko gre spet skozi določen čas, različne dele izstopajo. Torej, zato nekdo ne mogoče, da non-stop enak. Ne glede, kako se trudi, bo imel dneve, mesece, leta, ko je malo drugače, ali pa meni, recimo, so zelo hitri pri odločitvah, pri dejanjih
In potem pride čas, ko moče malo bolj počasno, pa se vsi čudijo, kaj je narobe. Okay. Ne, ampak vsak doživi pač neko spremembo. Ne, in pač, če pogledamo na začetku leta, pač opazimo, kje se bi lahko zatikalo in seveda tja damo malo več fokusa. Na vse to pa vplivajo, kaj, planeti, Ja. postavitev zvejec, take stvari. Ja, načeloma naša ljuba Zemljica je del Sonča, Sonče je del galaksije in pač to se lepo pleše in na Zemlji potem se vidi efekt. Okay. Ne, moče lahko tako tudi razumemo. Vemo, da je, ampak ga težko primiti. Ampak Jaz bom zdaj rekla nekaj tako, ker sem prepričana, da eni, ki gledajo ta podcast, bojo rekla, astrologija ni veda, zato ker ni bila še s kriterije za znanstveno vedo ne gre. Ali lahko rečemo, da je praksa. ne, deska več ko veda. Ne, recimo poznamo Newtona, ne? Ja, tako. Po čem ga poznate? Po zakonih. Ja. Newtonov. Fizika, kao, ne? Ja. Keplera, poznate Keplera? Ja. Tudi slišim. Ne, kao matematik, Galilej. Ja. No, ampak vsi so bili v prvi fazi astrologi. To, da so matematiko uporabljali in pomagalo, da so boljše računali, kje bojo planeti, kdaj. Teda astrologija je bila vedno prva veda. Vse ostale so bile naknadne. Zdaj za današnje sito pa pač kao No. ne gre čez, ne? Je pa res, da kaj astrologija pokvari, je pa to, da bi nekdo mogel biti takšen, kot drugi pričakujejo. Ne, to pa astrologija pokvari. Ne, zato ni popularna. Aha, ok. Pa vse je popularna, ni ja. popularna. No ja, ampak mislim tako vzamejo ljudje Mislim, da bolj govorimo malo za- z rezervo. Rezervo. Ja. Ampak se po eni strani tudi to vredo, ker ni mišljeno, da je zdaj fatalistično, ne? Torej to se ti bo zgodilo. Ne? Potem dosti krat ljudje nočejo slišati. Ne? Teda dansko vedno imamo izbiro. To pomeni, Ampak nekaj da- nas vleče nekam. Ne? In Aha, zdaj, če in smo mi dovolj v močni, bistvu- pač se lahko malo zamaknemo. Ne? Okay, to v bistvu nekako, recimo, če prijemo k vam, recimo na nek sestanek. A te lahko samo prekinem, da bodo ljudje videli, ker je Aha, že ja, trikrat lahko. pogledal. Mi smo ga prosili, tole, da se vidi verjetno v kameri, mi smo ga prosili, da na podlagi naših rojstnih datumov in ur rojstva nam pove približno, recimo, kaj nas čaka za vsako. In to je Lara, Tako. to je Kaja, Ja. to sem jaz, to pa je tukaj naš podcast, tako da smo zastavili vprašanje. In pol bo pač povedal več, ker to pač meni... Hieroglifi. Ja, mi nič ne razumemo Ja, pač mi iz nič tega. ne razumemo. Evo, zdaj pa To je v bistvu naša astrološka karta od vsake posebej. Ja, ne? za vas je dansko to je čas rojstva, ne? Potem Aha. so pa 10-letna obdobja. 10 let, aha, ok. In potem je pač eno 5-letno obdobje, pač 5 posameznih let. Pač potem lahko bi šli valjda v to leto in potem mesece, potem bi šli v dneve, potem ure, samo potem bi robili dosti papira. Ja, ok. Oh. In v bistvu to je cela časovnica, oziroma Ja. lahko pogledamo celo... Dansko, če si nekdo vzame 15 minut, pa gre skozi svoje življenje, to so tiste dogodke, ki izstopajo. Ja. Ne, potem zlahka, potem imamo znak, ki se vedno poklopijo in ne, potem dobimo neko potrditev. In potem, če naprej gledamo, lahko predvidevamo, kaj bo, valjda ne bo isto, ampak če imel nekdo recimo uspeh v šoli v nekem času, pa potem valjda več ne hodi v šolo, bo še vedno v nekem času spet učljiv zelo močno. Ne, to lahko v karieri uporabi, to gre neko strokovno izobraževanje in takrat mu Wow. ne, se da pač dosti stvari zelo natančno predvideti. Zato ne pomeni, da se samo sebe zgodilo, ampak oseba se je vedno še bo mogla iti učiti, ampak primeren čas je olajša. To se da zdaj konkreten primer. A vi tudi konkretno tukaj lahko vidite, recimo, če jaz vprašam, a bo Lara imela v letošnjem letu, se pravi 2026, bolj pestro spolno življenje, a vi tudi to lahko vidite? Ja, tudi to se da. In Zelo intenzivno. wow, kaj pa to pomeni? Ja, dansko ogenj sam po sebi ponovadi strasten. Aha, ok. Ne, in recimo, zdaj, če Lara uporabimo, recimo njena karta načeloma prvo kaže njo kot goro, če dam neke slike, da nekaj Ja. si predstavljamo. Okej, Ne, in gora ponovadi je tako malo, moraš plezati, da priješ na vrh, ne moreš jo takoj Zoprno je, da spoznati. prideš Ja, gor, recimo, ja. in gore so ponovadi tako malo nedostopne in ko pa enkrat zaupajo nekomu, se podpirajo. Aha, ok. Ampak ona ima potem eno zanimivo kombinacijo. Ja, ok. Pride oblak do gore in jo spremeni v sonce. Ne, Pride potem pa, oblak? ja, potem pa dejansko njena narava, zdaj bi rekli, sploh kaj ljudje vidijo, je pa bolj zabavna, recimo rada pove, pokaže. No, in potem recimo v tem letu bo pa ta ogenj, tako da bo dejansko jo dvignilo, ne, kar pomeni, bilo kaj počne, bo dosti bolj učinkovito, prepoznavno, ne, tudi ko je bilo vprašanje navezavi s podcastom, bo rasto. Ne. Wow.
Vidiš, Lara, zaradi tebe bo raslo. Prav imaš tako Pa dobro, sej bomo tudi še vajo vključili, ampak zdaj pač, če ona bila prva. Okay, ampak čak, to smo se pogovorili na splošno ali Ne, kot prvo- spolno? No ja, življenje? zdaj pa če še potem prenesemo. Ja, dajmo. No, dajmo Da boste vedeli, oziroma tiste, ki nas malo bolj poredko spremljajo, Lara ima eno Urško, ki vsi vemo, da to ni Urška. Z njo hodi na izlete po Salzburgu, Trstu, zdaj so se zmislili na Bruslu, Ja, pač okej. tako pač po nekih. In in jaz vas imam več vprašanj glede te Urške, potem za vas kasneje, ko Dobro. boste te splošne, ampak zdaj me sem zanimal, ali se ta Urška lahko nadeja tudi bolj, mene za njo zanima, ne toliko za njo, ampak za Urško, Za Urško. če se lahko nadeja pestrega, tudi spolnega življenja. To je evo, eno tako vprašanje. No, to je zdaj naslednji korak. Ne, recimo, Lara ima podgano v palači odnosov. Okay, kaj to pomeni? Ja, podgane so precej plodne, oziroma imajo rade neke aktivnosti, ki peljejo do... Ne, in tako on pride in trči. Teda malo spremembe naredi, oziroma variacije, oziroma naredi, pač, da se več dogaja. Ali prevedemo? No, ja, zdaj, če to prevedemo, pač več aktivnosti povezano s spolnostjo. Aha. Ne, in, Jaz sem grad in podgana je. Kona. Okay, dobro. In recimo ta konj je recimo tudi zvezda cvetenja breskev. Ja. In recimo ste kdaj videli, kdaj cvetijo breskve? Ja. Ponovadi pride mali mraz ali pa dežek padejo, ampak so pa lepe. In vedno v starodavnosti so to povezovali tudi s spolnostjo. Okay. Tako da definitivno to leto bo bogatejše glede tega, zdaj pa, ker je osebno tudi povezano, bo pač še malo bogatejše. Dobro. Wow. Torej se bo dogajalo. Pravo leto je uletela Urška. Bravo. Mene zanima, če se bo ta Urška razkrila v tem letu. A ja, zdaj bomo vse zvedeli. vprašali. Ne bomo, dajmo najprej. Bomo kasneje, čak, mene veliko stvari zanima za Laro. No, Ampak dajte vi povedati najprej, kaj vi še če parlari, tako da gremo najprej Dajmo malo to, tako. kar imate vi, pa bomo pa jaz bomo pa pod vprašanja. Dobro. Načeloma pač pomeni za njo spet osebno, pač to leto konja sicer starta čez nekaj časa, torej 4. februarja, če gledamo sončno, lunarno pa 17. Zdaj malo še treba počakati. Ampak načeloma bo ogromno pri njej dansko v tem, da sebe postavi na mesto, ki si ga želi. Oh, wow. No. Okay. Torej, in ker sonce, torej ogenj hoče biti vidno, ne, ko Ja, pogledamo bi na lahko nebo. rekla, da sem s tem začela že v lanskem letu. Seveda, plani se vedno malo prej začnejo, samo potem realizacija pač se malo odvija. Ja, Ampak to leto bo to pravo, da se pač recimo ta podcast da recimo na prvo mesto med podcasti. Glavno pač mora biti zelo vidno. Pa to sem vas hotela jaz vprašati. Okay, Govori so ti prišli na dan. Wow. Ja, ne, če smo že fejmiči, smo jih ubile, so nehali zaradi nas, zdaj me zanimalo, če bomo tudi še koga drugega. No, recimo ogenj ali pa sonce, če žge močno, pač je lahko malo pekoče. Ne, teda, če razpršite med več poslušalcev, gledalcev, ne vem, kako se reče, kaj gledamo ali poslušamo podcast. Oboje. Boje, ja. Naj potem dansko pomeni, da lahko dosežete maso. Da sonce vedno sveti vsem, ni samo za enega, dva, tri, štiri. Ne, in vaše teme dansko bojo tudi širše, če bi tako rekel. Čeprav lahko se držite nekega linije, ampak bo vedno pritegnilo več ljudi. Okay, super. Okay, wow. V pozitivnem smislu. Ja, seveda. Okay. Cool. Naj sonce vedno prinese novo življenje. No, vidiš, jaz pa še da... Ja, recimo. Ja, lepo. Wow, pa res. Ja, hudo, okej. Ja, sem se zmenila. Ja, ne. A po letu avgusta, ne, nismo se. Ja, še ne tetoviram dobro, ampak... Ej. Ne, da bi prej povedali, da bo skozi sonce, evo, da bi Ja, se ja, povedala. sežem. Preveč snežijo. To pomeni, dala se bom na mesto, kamor mislim, da spadam, oziroma na prvo mesto. Ja, Kaj še? dasko pač to pomeni tudi sebe na eni strani prepoznati, pa predstaviti z drugim. In potem seveda tudi druge usmeriti, pa voditi. To bo taki fokus močen. Okay, kaj pa zdravje? Se malo bomo zmotile. Eno glavnih vprašanj, zakaj se ljudje obrnejo na astrologa, je tudi, kako bo zdravje in kaj moramo paziti. Ja, in mi dve bi vam danes radi povedali v bistvu, da je treba, predvsem, veliko lahko naredimo sami, no? Treba je popaziti malo na uravnoteženo prehrano, na dovolj gibanja in spanja. Ja, ampak zdaj je v bistvu različne viroze, različne bakterije, zdaj je to na pohodu, ogromno ljudi je bolnih in tudi sami lahko nekaj naredite z izdelki Vitamin Klinik, ki jih imajo v svoji trgovini. Za odrasle in za otroke danes izpostavljamo za odrasle 2 Elderberry Defense za izboljšano odpornost, pa C in D3
ki pa v bistvu ga sploh v tem zimskem času majčkeno primanjkuje. Jaz bom izpostavila še za otroke, ki jih dajem tudi svoji 4-letni hčerki. V bistvu enaka izdelka, samo prilagojena za otroke, da dviguje ta njihovo odpornost. Tako da ne pozabite na kodov TDM12, pa velikega zdravja vam želimo v novem letu. Ostanite zdravi. Zdaj pa gremo nazaj k debati. Ja, recimo zdravje pač pomeni, če se dovolj počitka tudi omogoči, pa pomiritve, ne, potem bo tudi zdravje ok, drugače pač treba paziti malo, recimo, posebej, če bi tako rekel, mentalni del, da ne zaštrika preveč ali pa naredi simptome, ali pa, to je boljše, da se Se pomirim. pomiri. Malo se. Ok, ampak je šlo boljš, I guess. Ja, itak. Ok, a to je to, kar se tiče zdravja? A je še kaj, kar bi mogla vedeti? No, drugače pač tako, zdaj kača je to leto, ko je bilo kače, je pač malo več preizkušala zdravje. Zdaj s konjem se bo malo to razbremenilo. Aha, ok. Ta karta je precej posebna, ima od 4 znak so 3 iste kače. Aha, ok. Kaj to pomeni? Ja, to dosti krat recimo pomeni, ženska točno ne ve v odnosih, kdo je pravi. Teda je pač več testerov. Ne, recimo ena od znanih oseb, ki ima tudi 3 kače, recimo ta, kak je že, ko bilo brez Brad Pittom. Aha, Angelina. Angelina, je ja. dvojček tudi. No, eno dansko tudi dosti v dileme glede tega. Sem parkrat pač naletel na ženske, ki so imele te kače zaporedoma, pa pač se malo lovijo okrog tega. Kaj okoli, Ja, kaj dansko, kdo je pravi? kdo je pravi partner? Kdo je pravi Urška? Kdo je pravi Urška? Aha, to pomeni več Urška. Hočete povedati, da se sprašujete več, ja, kdo je ja, pravi. ja. in tisto Ne rabi biti samo v tem letu, Ja. ampak na splošno. V življenju. To je, ja. življenju. Okay. Ok. No, drugače, zdaj tudi osebno te kače lahko govorijo. Vprašanje, odkot izviram, kdo sem. Ne, kače so tudi potovalne in pač vprašanje, odkot. Ne. To lahko pomeni, tudi starši niso od tu, ali pa pač Ja, to res niso. vse te stvari pač potem kače prinašajo. O, zanimiv. Zdaj pa spet, ne, nekdo ima kačo, pa bo nekaj drugega pomenilo. Ne, teda, ni, da se vedno samo ponavlja. Aha, ok. Teda reči se kača, samo vsaka malo drugačna. Gremo na kaju. Ja. Se, Ja, tudi ja. recimo, če rečem kača, pa si predstavljamo kačo, kaj vidimo. Kako se plazi, tako zeleno kačo. No, recimo zelena kača, tam sigurno ni zelena. Ne? Ne, moja ni zelena, Ja, ja. moja je rjavo črna. No, evo, ne, pa lahko nekdo spet drugo in vsak, ko jih posluša, bo imel svojo kačo. Čeprav na koncu lahko bi tudi rekli, hočemo vsi videti zelena kača, ampak bo vsaka zelena drugačna. No, tako isto pri astrologiji. Ne? Pač je ena smernica, ampak potem se mora posebiti. Ok, in tukaj je v bistvu že posebljeno. Ja, no, malo smo že posebej. Ja. Aha. Prav, tebe čaka veliko pestra spolnost v naslednjem letu. Tako, Na zdravje moraš malo popaziti, ampak ne bo Mentalno. hudo. Ja, je bilo že slabše. Pa še? Še nekaj. Ja, dejansko pač sebe, najti sebe, vzpostaviti, pa potem valjda druge peljati. Ne, Ampak jaz sem razumela, da dobro leto Ja, je ja, čaka, ker ja, je ja, ogenj. dobro, saj. Ta nek, Ja, dobro leto me čaka. Ok, super. Načeloma tako bo imela večjo moč kot običajno. Ne? Vedno zdaj že nasmešek. Če nas zdaj sponzore klici. Jaz sem začela. No, recimo, to ni slaba ideja. Recimo, Ok. Ne, težko bi ne rekli. Ja. Ti bo vesna dala procente. Ne, recimo, zdaj, če bi drugače povedal, spostavi se energija, ki pomeni, sem svoje sreče kovač. Ne, recimo, ta rek je precej znan, čeprav mnogi ljudje ne stojijo za tem. Ne, ker moraš pač imeti posebno sestavo. Ne. Recimo, če vzamem, sicer ni najboljši primer, ampak trenutno lahko vidimo na delu, recimo Trump. Ne, on ima eno strukturo, ki se imenuje dominantna in potem se mu zdi, da lahko dela, kaj hoče. Ne, recimo, drugi ljudje, ko nimajo, se čudijo. Ne, in recimo, Lara bo prišla v moč v tem letu, zato ne pomeni, da jo mora čudno uporabiti, ampak Ja, ok. lahko osveti ali pa osvetli življenje marsikomu, ne, recimo. si vesela. Ja, res sem vesela. Mislim, da smo zaključili, lahko greste. Ona je Ne. Me ful zanima. Se vem, da tebe tudi zanima. Za Poglejjo. tebe tudi me zanima. Ok, čakaj, kaj pa karijera? Tudi tukaj bo šlo. Ja, karijera definitivno bo v prvem planu, Aha, ne, še bolj kot odnosi. aha, ok. Ne, in cvetenje breskve v tem primeru tudi pomeni karizmatičnost ali pa da pritegnemo ljudi. Kar pomeni, da če karijera nekaj sporočati, nekaj pokazati, ne, potem definitivno je fajn, da pač doseže ljudi. Ne.
Jaz imam eno vprašanje tukaj, ko bo ona zdaj tista, ki bo privlačila množice. Mislim, tako ste prebrali. A bi ona mogla iti na ta stol v letu 2026? A veste, mislim, ta stol, to je zdaj tako malo. Recimo, oni dve, jaz bi rekla, da smo enako vredne, ker si razdelimo stvari, ampak ene stvari pa vseeno pač pofuram jaz, ker imate tudi vidve v etru druge stvari in jaz si blazno želim, da bi tle en drug sedel, jaz bi pa takole bila. In za mene zanima, ko je leto 2026, a bi gospodična tukaj na moji desni mogla zasedeti ta stol in bi jaz pa kaj čitam se mojčkali na unem kavču. Skupaj. Ja, pa vprašala sem, če je to za rast podcasta, ne vem, vprašam. Ok, ne prav, ja. Ok, dobro, to isto vprašanje treba postaviti, recimo nekaj tam 20. februarja. Potem bo dosti lažje sprejela to vlogo. Bom te vprašala. Zdaj malo... Februarja, tako bom prišla še s telefonom, da te bom snimala. Poslušaj. Ampak ja, tudi, zdaj, če to ni... Ne, se samo vprašanje je bilo. Ja, jaz bi rekel, To cveti. Ne. Čeprav tudi tvoja karta bo zanimiva. Teda... No, mene kar strah. Ne se lahko zdaj Ne, mene zanima, jaz imam še prekaj ful vprašanj. Mene bo ne zabederal, mene bo šokiral to, kar bo povedal in pol ne bo mogla več sprašovati neumnosti. No, recimo, kar je zanimivo pri Kaji, da nosi isti znakec, ko bo leto, že v svoji karti. Torej mesec tvojega rojstva je ognjeni konj. Kar pomeni, na nek način gre energija lažje skozi tebe, istočasno pa govori, da pač nekaj se spreminja na način tudi, da moče se pogreša. Pogreša? Ja, in bo to malo na delo vezano. Znate, da bo neka sprememba, ki moče ni planirana. Ampak ne bo slabo. Ne govorim na slabše, ampak včasih bo sprememba in potem smo bili navajeni na nekaj, pa to lahko malo pogrešamo. Ja, jaz sem sploh tak človek navade, da se malo se daš v cono obdobja, pa se sprejmeš nove izzive, itak, ampak malo si tako. Drugače pa bo to leto recimo tudi malo testiralo določene odnose, tudi osebne. Torej, ta konček bo, kaj bi rekel, naredil malo zabavno. Teda se lahko pojavi, kaj bi rekel, kot nekdo, ki pač ni zdaj v paru ali pa v timu, da malo podsuka, ampak še enkrat na koncu se lahko izpelje, da je brez nekih večjih posledic, ampak bo pa preizkušeno. Ok, bomo se lotili tega. Leto preizkušnje za njo. Recimo, če tako rečemo, ja, da, kako bi temu rekli, da bi zvenelo, da ne bo, ko konj sreča bivola, pa sta dva, recimo, se imenuje škodovanje. In po novem pomeni, nekdo tretji vpliva na nekoga, na nek odnos, ne? Ker leti tudi na palačo za konca, pač je lahko malo tam tudi malce. Okay. A to zdaj kaj povezuješ s tem? Jaz povezujem. Jaz povezujem. Ti povezuješ? Ja. Povezujem s tem, kar nama je govorila, ko smo se nazadnje videle. A se spomniš, da ne bom zdaj javno govorila nekaj, povedala nama je eno zgodbo in jaz sem prvo na to pomislila, lahko je pa čisto karkoli drugega. Zanimivo, ok, prav. Drugače pa osebne želje ali pa težnje, povezane z delom, bo pa zelo dobro. Teda, če so že spostavljene, če pa ne, pa se bodo skozi to leto. Teda, imela višjo plačo? Zlahka. Super. Zlahka, vidim. Zlahka, ok. Pridite z njo do naših šefov. Ja. Sem res. Ok, top. Hudo. Ja. To mi je všeč. Damo še samo eno karto zraven, pa lahko gremo do šefov. Ja, eno te pomembno kartico. Ja, kartico, ja. Ampak načeloma bo to leto dansko, če vzamemo te malo, ali pa če drugače povem, recimo, če lahko Katja je čustveno stabilna, potem ne bo nič hudega. Ker tisto, kar nas lovi v življenju, so vedno čustva. Astrologija ne deluje, če smo čustveno razbremenjeni. Ko pa nekaj zategnemo, pa nas pač vleče. Če si tako predstavljamo, zdaj, če po zraku maham, ni nič hudega, če pa mizo, pa bo letela po zraku. Če smo sproščeni, ponovadi nas ne morejo problemi zgrabiti. Dostikrat je tako, ko začutimo neki vzgib, potem začnemo razmišljati, potem vprašamo nekoga, moče reče, ojoj, kaj če bo to, in potem začnemo vedno bolj stiskati. Potem postane trdo in potem začne skakati. Teda, to je pač konj, bo marsikoga pa čustveno preverjal. Meni se zdi, da sem čustveno stabilna, ampak pa pridejo kakšne stvari. Pa dobro, saj. Ampak zato se pripravimo. Ja. Teda eni ljudje grejo, ne vem, na sprehod, pa jim je boljše, nekdo, ne vem, si najde dobre sogovornice, pa je boljše, da pač v eno fajn... Hobi. Ne, hobi ali pa... Glavnem, hočem povedati,
da se dogaja, ko začnemo mi to graditi in ne spustimo. Okay. Jaz sem še eno vprašanje. Prosim. A se bom jaz letos poročila? Kaja se je zaročila pred po dolgih letih čakanja. Ne, se ni bilo tako dolgo, ampak ona si je to želela. To sem ti gledala vedno, ja. Ja. Se vem, ja. Ja, in zdaj jo pač je rekla, da to mora vprašati. Se strinjam. Jaz bi jo svetoval, da ni treba hiteti, če pa leto dobro izpade, potem je september dober mesec. September? To se ti tudi jaz rekla. Da se Ja, kaj? da se tudi dobro vreme septembra dobiti. presežem, res. Ja, da se. Za meni bi bilo res, če bi bil dež, jo. Ja, Kaj sem ti rekla? Da se septembra moraš poročiti. Pa ti si res čarovnica. Aj, kaj je moje. Če rabite koga. Učenko. A bo kaj letos zanosila? To A vidite, kaj je kakšno? Pa če bo mogoče, a bo svojim zaročencem ali s kom drugim? Ja. Mislim, da slišimo. danska, ker bo dosti ognja, njeni otroci so pa voda, danska malo konflikta. Tudi če se bo trudila, ne bo šlo tako easy. Ne bo se trudila, tako da mislim, da ni Ne? bojazni. Teda moče boljše počakati na čas, ko sedejo otroci drugače. Čeprav je tako, ogenj je strast, pa da se pojavijo lahko želje, pa to, ampak mora za telo biti pripravljeno. Res je moj element voda, ja? Jaz sem si izkristalizirala. Ok, to meni bodo še boljši časi za to. Bodo še bolj. Ja, bi rekel, ni treba se hiteti s tem. Meni se zdi, da jaz sem vedno pri teh stvarih nekih takih pomembnih odločitev v življenju. Sem čutila, kdaj je ta prav čas, tudi recimo za prvi spolni odnos in tako, ko se folk odloča. Jaz sem launo, ja, ne, to bi zdaj bi želo bila pripravljena, nisem še in pa bilo strah in tako. In pa enkrat začutiš, zdaj pa sem ready in pač takrat se to zgodi in sem izga mnenja, da bo isto z otroci. Tako bom začutila. In s poroko. Ja, s poroko pa ja, sem začutila, da sem Ona bo ready. začutila, ampak je njen zaročenec, naš dragi prijatelj, ker jo je zaročil pred novim letom, rekel, nehaj zdaj gnjaviti s tem, bova se po novem letu o tem pogovarjala, o planih za naprej in punca se je zbudila prvega zjutraj in je rekla, si že kaj, ampak to kot tem, da čutijo. Ja, zdaj sem ga vprašala in si že kaj razmišljal o lokacijah. Je rekel, ne. Sem jaz rekla, ja, jaz sem pogledala to, pa to. Ja, prej- Vsove drage. Prej je hodila z nekim albumčkom, Ja. poroka. Tako, ja, ampak ona čuti. Ja, čak mal. Ampak malo ga žoka, vse je v redu. Je mogel tudi on začutiti in Ne, je saj in prav. evo ga. Vse je prav, vse nič. V bistvu njen znakec je takšen, da rada uredi pa organizira. Ja. In valjda tudi te stvari potem. Pridejo zraven. Itak. Ja, dobro, meni se zdi, da bo to eno tako dobro leto pa za mene. Jaz sem Ja. slišala samo ful dobre stvari. Dobro, ok, preizkušnje, ja, Pa dobro, ampak bomo zmogli, saj so vedno bile. vse pravim, zdaj, če ta čustven del se uredi, kar vedno se splača, potem valjda usmerimo energijo v kaj bolj ustvarjalne. Bomo morali kakšne meje postavljati. Meje. Mislim, tako je, kaj se lahko zgodi prvo polovico leta, recimo med februarjem pa avgustom, bo moče malo se način delovanja spremenil, ki bo moče malo bolj bil poslovno obarvan. Ali pa še malo bolj poslovno obarvan. Dobro. Torej bo začel loviti načine, kako pritegniti ne vem, še dodatni zaslužek, pa boljši zaslužek. Teda, ja. Sicer to ne bo tako, kako rekel, zelo močno, ampak se bo pojavilo. Če se mi zdi, da čutim že zametke. Ampak potem, ko se skristalizira, posebej v drugem delu leta, potem pa dansko lahko rezultati prijetni prihajajo. Ful dobro. Pa biti pozorna na ideje, ker bojo dobre. Bom si zapisovala. Okay. Kaj bi rekli, ideje, ki so uporabne ali pa ideje, ki lahko koristijo. Potem valjda bo tudi nagrajena. Bom si zapisovala, to pa ni Ja. šlo, da kakšno tako stvar veš naprej. Okay. Ok, Vesna. Ja, dajmo. Ja, pri Vesni ona ima dansko 2 tigra. Eden je mesec, en je v dnevu rojstva. En ta konček se bo z njimi vezal in naredi močno ogenj. In za Vesno ogenj denar tudi. Teda je bilo vprašanje, za vsem trem nekam kaže. Teda učinek. Gor. Ja, tudi podcasta, ko je bilo vprašanje. To leto ne sme biti vprašljivo, da ne gre na boljše ali pa ne gre na širše ali pa lepše. Bilo kako to pišemo. Drugače pa tudi to pomeni, da bo neke stvari materializirala. Teda v resnici denar pomeni naša sposobnost, da idejo pretvorimo v neko Materialno dobrino. Ja. Zdaj pač eni to vidijo pač skozi številke, eni to vidijo skozi odnos, nekdo vidi tako, ampak pač bo dobila to sposobnost materializiranja, če tako rečemo. Sej
to, ker se v bistvu trudimo že od začetka. Mislim, meni skozi, veš, ni tle, tudi recimo, če grem na ta podcast, meni čisto vseeno, a je 5 evrov na koncu meseca, ali je 100 evrov, mi je pa ful dobro, ker je neka ideja. Ja. In potem, ko si pa še, bom rekla, plačan za to in imaš kljukco, da ti je to uspelo narediti, veš, ni... Da si sam to priboril. Da si sam si to priboril, to je meni tisto, kar je meni ful veliko vredno. To te driva. To me driva, ja. Recimo, ta karta v osnovi, zdaj, če malo to leto odzamemo, je zelo močen les. Les pomeni recimo želja po svobodi, pomeni recimo otroci pomembni, pomeni recimo kreativnost velika. Okay. Recimo ta, ki je v letu recimo kaže zvezdo škodljivega radnika, to pomeni ni treme pri nastopanju. Lahko se pove, lahko je tudi malo pikro, to recimo ni problem o nečem govoriti, kar drugim bolj... Ja, to tudi je res. Ma pa dansko tudi še drugi les, ki pa je bolj privat, ki pa išče drugo ravnovesje. Teda, če nekomu pusti, da pride tako blizu na drugo stran, potem pozna tudi, da je še bolj nežna plat, če bi tako rekli. Ali pa bolj ravnovešena plat. Okay. A bo Vesna lahko imela še kakšnega otroka? Ne rabimo astrologa. Ja, pa ne, Vazektomijo rabimo. Zdaj pa res me zanima, bo ali ne bo. To leto ne. Tudi v nadaljnem ne bo verjete, ne. Hvala lepa. Dober, okej. Sicer lahko rečemo, bo otrok samo v drugi obliki. Torej ta manifestacija, ki smo omenjali. Recimo, dobra stvar pri tem znaku je, da nikoli ne govori ali pa gleda nazaj, to je vedno naprej. Tudi če se nekaj čudnega zgodilo, teče naprej. Lahko odpusti, sprosti. In voda sama po sebi pač pomeni ta občutek, ima neko znanje, že nosi skozi generacije ali pa skozi življenja. In potem lahko vidi stvari, ko jih drugi ne vidijo tako hitro. Zato večino, pač dosti ljudje, ki so zelo uspešni, imajo to vodo, ker prej vidijo drugi, pa trende delajo. Drugače pa, če smo rekli za Angelino, to je recimo Tom Cruise ima isti dan rojstva. Okay. Če znakce gledamo. Tada je potem... Tako da vem, pač on tudi recimo se trudi pri vsem, recimo za eno vlogo 6 let nekaj študira, vitavho, pa zdrži 4 minute pod vodo. Pa če res hoče narediti, ni samo, da igra. Teda, taka Ja, to se borbena. res ti, ja. Manifestira. Kaj pa osebno? Oziroma v partnerstvu? Ja, dejansko, ko on se poveže tudi s palačo partnerja, torej, ali pa s tvojo palačo, kar pomeni definitivno, da se tudi dogaja v plus. Je pa tako, zdaj recimo, najboljši scenarij je, da nekaj se še skupaj dela, da ni samo odnos čustveno, ampak tudi neka zvezi z delom. Ali pa ne rabi zdaj čisto isto se delati, ampak da je neka support v tej smeri. Kakšno pa spolno življenje odveš? Bo Kleman kaj bolj srečen. Zakaj to tebe zanima? Za Klemna me skrbijo. Se ona bo imela pestro, tako da ne želiš si Ja, v tega. redu je, ne? Pa rekel mi je, da bom k svobodi stremela. A sem to Ja, to je že na tem čisto od rojstva, da ta energija To pa je prisotna, res, ja. ali pa da težko čisto ukalupiti, ali pa ne, tako probati. Jaz imam eno vprašanje, ki bo tudi mojega partnerja zanimalo, ni s spolnostjo povezano. Mene zanima, je to leto, moj svobodni duh, je to leto primerno po 4 letih grajenja družine in vsega, da grem jaz nekam na potovanje sama, brez njiju. To bo težko. Kako mi tega delati? Mislim, lažje, zelo lahko. Lažje bo, če greste skupaj nekam, pa potem... A se to gremo? No, potem pa se malo oddalji, potem to pa je, ja. A ne bi mogla iti metri nekam tako za en teden, pa da zviznemo, pa da Ja, gremo. itak, lahko. To sem mislila. To pa lahko. Jaz imam eno idejo. Zanima me, če bi letos je možno Za ta manifestirati za podcast, ta podcast, da ga posnamemo nekje tako, to je to, kar bi radi upgradali, pa šli vse više, da ga posnamemo skupaj nekje v tujini. Dobra ideja. Recimo tigri tudi pomeni potovalne palače, kače so potovalne. Jo, to pa že zraven potegne. Ja, tako je. Se to sem mislila, če se lahko odmaknem. Ja, to pa ja. Tako, se nisem mislila, da jih pustim. Gremo samo to. Ne, se dobro, jaz tudi nisem mislil, da se pusti, ampak hotel sem to reči, če se gre skupaj, pa se potem malo Odmakne. je lažje, zdaj pa če greste delovno, je še lažje. Ker tako on nosi dansko zvezdo, kam rekel, dobrih idej podjetništva, zavestno, direktno. In to tudi pomeni potovanja poslovna. Teda ja, to je super ideja.
Jaz se strinjam. Iz večjih koncev. Jaz tudi vem, Samo moram povedati, da sem. sem danes mail napisala. A si? Ja, danes ko sem se peljala v službo, me je ena ideja poslovna prešinila in sem en mail, še preden ste mi odgovorili na to vprašanje, spisala. Zdaj, če bi mi rekli, da ne bo šlo, pač ja bi ga. A nisi ga še poslala? Sem. Ja, si, okej. Za nalož sem ga poslala, nisem želela počakati odgovora, sem ga poslala in sem zdaj še slišala, Dobila potrditev. da nisem dobila potrditev, probala, bi se kaj pač zgubiti, več kot ne moreš dobiti. To je res. No, recimo, to je ta les, ne, dejansko vedno bo solirala pri odločitvah, kar ni slabo. Ker drugače je bilo smešno, da bi nekoga poslušala, pa tudi, če se popravi izide, ni tako fajn. Ne, da je fajn ta intuicija ali pa... Kaj smo nam pa zmer Skoči vse ven. poslušati, ko si folk misel. Se pa na koncu še zmer sama odločim, pa glih kontra, kar mi so mi ljudje rekli, ampak se mi zdi, da se vedno prav tako, če posebej gledam, ni mi žal za stvari za nazaj, tudi če so bile kakšne napačne odločitve. Ampak Recimo, med 2-3 imaš ti najbolj, kako bi rekli, standardno karto, torej kako družbeno ustrezati. ja, Ja, To je dobro, nekdo mora biti v skupini, da... Temu se tudi reče, da znaš Da biti drži sopatka, recimo. ja, pa da sem videl Hovdreta, no, Ja. veš, tukaj zraven. Ne, pa pač ona je, se ste govorimo, ona je marriage material, ona je po regalcih, ne? Ja, se strinjam. No, recimo, mora biti. ta znakec, ki v letu ženske dejansko kaže, koliko spusti mimo moške. Ne, recimo, ta škodljiv radnik ponovadi je velik, kako bi rekel, zelo tako sito, ki je redko in mora se fajn potruditi, da pridejo mimo. Aha, res? Ne, teda je lahko družabna, samo kdo bo šel dalje, pa gre skozi checking. Aha, kaj pa pri ostalih dveh? Ostali gre pa bolj not. Ne, recimo, ti imaš v letu zvezdo 7 mečev, ta lahko izgledaš, kot da si malo bolj hladna ali pa nedostopna. to mi je pa enkrat en bivši rekel, da na začetku, preden sem začela Ja, lahko se moče malo boji. nedostopno in sem bila tako, kako pa če jaz sem pa ja Je to tako pa res? odprta. Ja, saj ženske imajo druge kriterije. Zanimivo. Okay. Naj recimo pri tebi je pa škodljiv radnik, podobno kot pri njej, samo pač drugi element, ampak je pa res, ker se ti tvoja, kako bi rekel, osebnost lahko upgrade, potem pa naenkrat spustiš. Aha, ja, se to smo pa rekli, ja. Ne, Ja, ja, da da pol imaš, zaupam. imaš kako bi rekel, 2 sporedna filma. Aha, ok. Zanimivo. Vse to si ti rekla, zanč, ko smo se pogovarjali, se spomniš, ko si razlagala, da si bila v osnovni šoli bolj tiha miška, pa tako, da zdaj je malo drugače, kot včasih. Ja, ja. Določen, v bistvu, odvisno v kakšni družbi si, ne? Odvisno, ja, kako Ja, ja. bi sem. Ja, jaz se dejansko, čeprav zgleda, da pač kar dosti povem, ampak ful težko zaupam, tako da se mi boš dokazal, da pol pač... Ja. nekoga- Ona bo zadaj, sigurno bo, ona razlaga. gora bo preverjala, kdo lahko spleže do konca. Tako je. Ja, ja. A daj vidite kakšno karto, ali pa kle v naših kartah, kaj, da ste tako, to pa raj ne bom povedal, pa raj zadržite zase. Dneska to je pač odvisno, kako oseba dojema. Aha, Ne, ok. zdaj, če nekdo paniko naredi, potem raje ne povem čisto tako, dokler ni pripravljena. Ker, ne, zdaj, če nekomu se vidi, ne, gospod, čez 30 let boste imeli probleme, pa se ona že 30 let sekira, potem se ni večje problemov naredila, kot pa tisti problem. Ne, če pa nekdo stabilen, pa ni problema. Se pove, ker itak potem bo gradil, da ne bo tega. Aha, ok. Ne, to je meni končni rezultat vedno, da ne drži to, kar sem napovedal. Ja, ok, ja, da lahko v bistvu sam Ne, ker- spremeni to neko usod. Ker to se ga ljudje me hoče pohvaliti, pa rečejo, ja, to ste prav rekli. Kaj pa je bilo, ja, imeli smo one probleme, škoda. A ja, ok, pa v bistvu to, da se meni v resnici fuli dober. Ja, Ja, če jaz za to so jaz- slišali. Jaz to gledam, da prideš k njemu, tisti, ki to želijo, ki v to verjamejo, ki to želijo slišati, je zato, ker če je recimo on zdaj, ne vem, ali pa je to, jaz bom zdaj malo mogoče grdo rekla, mislim, ne grdo, mogoče je tudi nek placebo, jaz bom tako rekla, jaz sem zdaj slišala, da je mogoče neka osebnostna rast, karierna rast, da je to. In mogoče se potem še z nekim večjim zanosom, afektom trudiš, rekel mi je, da moram paziti na jedra, vem, kako je z mojim, pač s tem, da se preforsiram, pa se včasih težko umirim. Ja. A veš, to so stvari, ki vem in zdaj mi je povedal, bom mogoče še malo bolj pozorna na to in potem mogoče do tega niti ne pride. Ja. Ne? Zdaj če želi slišati in če ti nekdo reče, joj, letos pa mogoče ni pravi čas za otroke, maybe, lej, če Ja, se ja. pa po nesreči, boš Ja, pa še vedno Ja, najboljša te se mamica. posreči. Ali pa po sreči, ampak še vedno boš najboljša mamica, ampak vem, da tudi ti bi mogoče še malo počakala, pa Ja, nekaj, ja, bi. pa super, a ne, a veš, to so stvari, ki jih mogoče, Ne, potem se probaš plavati s temi informacijami dalje. a ne. Ta del zdrave pameti vedno mora biti zraven. Ja, Ne, ker nekdo, če slepo verjame, nevarno. Ne, Ja. teda astrologija ni mišljena še enkrat, da je fatalistična, pa da dela, kako bi rekli, lutke.
Ja, Vi boste roko dvignili, vi ne boste. Kaj recimo, doskrat imamo kjer te spletne portale, ki pišete, a pa ta znak je nagnjen k temu pa temu. Recimo, a je res, da so mogoče res nekateri znaki bolj nagnjeni k varanju? A je to nek larifari? Če gledamo splošno, ja. Kaj ja? Ja, je larifari ali da so res bolj nagnjeni? Ja, da so bolj Da so nagnjeni. res nagnjeni? Ja, Kjeri znaki so to? Ja, dvojčki. Sem jaz tisto, sem tako pač. ne, zdaj pa je v bistvu tako, je treba razumeti, ko pa z nekom osebno gledamo, tudi če je dvojček, pa lahko čisto druga zgodba. Ja. Ne, zdaj, če bi drugače povedal, te splošne napovedi, v resnici bilo kaj povem, bo res nekomu in nekomu ne bo. A zaznavate kakšna trenja? Evo, tle ste še karto za naš podcast. Rekli ste že nekaj nasplošno, kaj napovedujete, ampak a zaznavate kakšna trenja? Ker mislim, da zaenkrat, pa to zdaj ni floskula, smo res Ja. zaenkrat ni bilo. Zdaj, moče, če te znakte, tako če vzamemo varianta kot ChatGPT. Ne, recimo leto bivala, leto kače. Zelo močno paše skupaj. Okay. Ne, potem recimo... ona Pa ne bo kar dva nobena več bivala- zapustila podcasta v tem letu. Te leta Spet nas je težko, bilo? ker vas več veže. Okay, Ne, Gremo na potovanje. Dobro. Ja, sorry, ja. Ne, da imate kar močno vez. Okay. Ne, potem, kar je zanimivo, da ste si toliko različne, Ja? da ne ponavlja, mislim, ker da če bi 300 manj zanimivo postane, kot pa če nekdo izpodbija ali pa da drugo idejo ali pa drugače pokaže. Ne, nekdo je bolj, kako rekli, hoče svobodno, nekdo malo nazaj drži. Ne, tako se lahko dosti dogaja. Drugače pa tako povezava s podcastom je dejansko tako spet zelo, zelo močna. Zlari. Ne? Ne, potem recimo druga najmočnejša, najmanj močna, direktna povezava. A ja, zato si pozabila naš audio producent spovedati, da snemamo. Bolj Džoko. Jaz to za to leto, zdaj, to za obdobje, ki prihaja, napovedujete. No, to je na splošno zdaj, glede na vaše karte. Ne, recimo podcast sam, pa recimo, zdaj, če pogledamo ta konček, mu prinese ogenj, kar pomeni spet, da nekaj se uresniči, izvede ali pa finančno izboljšavo, zdaj, ko gledamo. Okay. Ne, in, ker tudi ima dejansko dve opice potovanja. Tako da ta ideja z iti nekam je na pravem mestu. Samo dobre ideje. Ne. Drugače pa tako, recimo, ta podcast je zelo močna voda. Okay. Voda je spolnost, da očitno se lahko o tem menite in meni. Ja. Ali pa je ta tema neka vodilna. Voda tudi pomeni recimo globina Okay. ali pa povezuje. Ne, vode vse teče v morje. Čeprav štarta iz drugih koncev na koncu. Ne, tada, na koncu zdaj pač ta podcast lahko združuje dosti ljudi, če povemo drugače. Zdaj, če je glavna nit, recimo spolnost tudi super, ker ustreza. Drugače pa voda tudi pomeni, da gremo, kaj rekli, če zdaj dobro pogledamo, da smo se rodili, moglo biti malo spolnosti. Kaj pomeni, celo življenje na tem temelji. In valjda potem lahko večjo zgodbo govori. Teda tudi modrost je recimo povezana z vodo. Zdaj pa spolnost je vedno tako, lahko vodi v strahove, omejitve, lahko vodi v odrešitve ali pa modrost. Recimo v starodavnosti se uporabljali, da so zrasli, torej da so si razvili možganje bolj kot ostali, ki so pač raje, kako reči, živeli v nižjih vibracijah, torej bolj kot živali. No. Wow. Okay. Ja, teda imate kar neko globino. Pa definitivno mora biti tujina, kar pomeni, da tudi poslušalci morajo vedno bolj, da so še od drugo, da ni samo lokalno. Okay. V tem primeru lokalna Slovenija. Zdaj, če tudi poslušate, kdo bi ga zanimalo to povezovanje s potovanji, rekel je, da se vse vode se zlivajo v morje, tako nekam bi šli, kjer je morje. Ja, pa je meni kazar sonce. Sonce, toplo mora biti. To je dobra ideja. Tako bi snemali podcast. Ja, Mene še če pa boste tudi snemalcu plačali ali pa ne, se bomo pa kasneje pogovarjali. Ja, Mene še nekaj zanima. Veš, da je doskrat rekla, če bi imeli še koga, še kakšno četrto članico. A bi pač to bilo cool, ali pač je cool, če smo same tri, ali kako je? Dobro vprašanje. zdaj načeloma je tako, ne, ker ta voda združuje, število ni zdaj toliko ključno. Zdaj jaz bi rekel, bolj ključno je, da lahko iz različnih, začinajte četrto, ki bo lahko dopolnila. Ni nič hudega, ampak da lahko eno točko iz treh vaših pač nekih osebnih zgibov dopolnite, je najboljši del. Nekaj potem izpolnjujete to vsodo, če tako rekel. Se pravi, če se kaj pokaže. Ja, seveda, vse življenje. Pa še zraven, ne pa iskati. Ni nuja, če bi dali. Ni nuja, ne, okej. Ne, in ponovadi
Zdaj boljše je neparno število kot parno. Da se ne naredijo pari. Okay. Vidiš, zdaj bomo zasvetele. Ko smo tri. Drugače zanimivo. Ful. Ja, no, za neke stvari, ne? Če hočemo, da je zanimivo, boljše, da je neparno, kot pa če hočemo, da dva miru živita, boljše, da sta sama. Ne, ker tretji potem moti, ampak... Aha, tako bi pa boljše, okej. Jaz sem še eno splošno vprašanje. A bo to leto zdaj novo ognjenega konja namenjeno bolj samostojnosti ali bolj kakšnim odnosom? Danes pa tako oboje. Splošno. Zdaj, ta konj, recimo začne kot žrebec. Šiba, ampak za njim pa teče vse polno birke kobil. Teda, dansko izstopali ljudje, ki bo imeli dansko neko vodilno točko, ampak ostali se bo hoteli okrog grupirati. Teda je in za odnose, če tako rekli, in da nekdo se izpostavi. Teda Lana bo definitivno. Ti boš. To je zato, kot povedal. Ja, ti si res močno, imaš očitno zdaj. Zdaj imate vse tri zelo lepo, ampak pač tebi nas je to, da moraš sebe vzpostaviti. Ona bo dansko svoje ideje, ne ona bo bolj poslovno. Jaz bom tle, Da imamo živala live. Mislim, ne parnoš. Poglej, vidiš, jaz bom imela ideje. Ja, ti saj jih boš tako pa je. ti čez Ja, tebe. pa mora predstavljati, Ti ja. moraš pa, vidiš, vse sem jaz to vedela. V bistvu me boš ti naredila. Vse sem te že. Zdaj pa vete. Je še kakšna taka stvar, da zdaj smo ful nas razdelali podrobno, da bi mogoče zanimala naše gledalce, poslušalce, da je neka taka stvar, ki jih v naslednjem letu lahko čaka, neka splošna zadeva, ne vem. Ja, seveda. Ker zdaj itak ne moramo iti pač, ne podrobno. Načeloma pa je za tako, zdaj če govorimo za Slovenijo recimo, za Slovenijo bo zelo dobra točka, da se zbudimo pa vidimo lastno vrednost. In to leto bo zelo močno povezano z Slovenijo, teda marsikdo bo lahko, ne samo športniki recimo, ki recimo delajo moče najboljši del, da pokažejo neko vrednost, ampak tudi, da se ostali premaknemo. Ker Slovenija ima zelo zanimivo karto, to, ki se je zgodila na zadnje. In škoda, da tega ne sprožimo. Tako bo dansko dal priložnost. Tudi kaj v političnem smislu? Ja, tudi v političnem, tudi v ekonomskem. Dansko nas zelo podpre. Moče še tako politično ne bo. Aha, leto so volitve. No ja, ok, dobro, zdaj da nemo promoti za volitve, ampak načeloma leto paše k državi. Zdaj pa nasplošno tako in dansko pričakuje ljudi, da so dovolj drzni. Da izrazijo, ne da rečeš, veš, kako bi bilo fajn, da je bilo boljše, ampak če sam mislim. Torej, treba nekomu povedati, treba predstaviti, tako recimo vas vi ali pa bilo kaj drugega in potem lahko ljudje se zganejo. In je bistveno dejansko, da nehamo, da imamo ne vem, drugega pastirja, če bi tako rekel. Smo čisto sami več kot dobri. Da vedno moramo čakati, da neka večja sila reče, pa potem ploskamo pa nekaj. Teda je zelo tako leto, da se ne da postanemo, arogantni, ampak da vidimo resnično vrednost. In na konju recimo tudi je potovalen, kar pomeni, da bo šlo v tujino. In od nas, teda boljše, da gre od nas v tujino, kot pa prije iz tujine k nam. Ampak kaj večje teže, recimo, če si ljudje na začetku leta, ali pa kadarkoli v letu, sej nima veze, stvari zapišejo na list papirja, ki jih si želijo, recimo, da jih ne mislijo samo v glavi, ampak da jih pač zapišejo na list papirja. Ima to kakšno večjo energijsko težo? V bistvu tako je, ko enkrat napišemo, smo že začeli manifestirati. Teda definitivno je en korak že narejen. A je isto, če bi napisala recimo obeležko na telefon? Ja. Ja? Sicer tako, jaz sem bolj, da nekdo uporablja svojo roko, ampak... Ja, jaz, ker meni se zdi, da jaz Kaj je hočela, da to pomeni? Ja, ne vem, da bi bilo mi ni isto, če v telefonu obeležko napišem. Ne vem. Odvisno od posameznika. Najbrž, ja. Ja, Ok. ampak v bistvu uporabiti roko pomeni, da se možgani boljše aktivirajo. Sicer tudi tam uporabimo roko, ampak ponovadi samo en prst. Je isti gib večino časa, tle imaš pa različni. Teda ni toliko spodbude. Najkaj recimo ti znakci, ki so noco tudi povezani, recimo s prsti pa z možgani. Zato, če nekdo hoče masirati sebe, lahko en prst pa dobi spodbudo. Wow. Okay. A je bilo, sem še to moram, pač rekli ste leto ognjenega konja, drznost, lahko čas za neke tudi spremembe. A je bilo leto 2025, mogoče se meni se zdi tako, da je bilo za ful veliko ljudi, vsaj v moji okolici, zato mogoče jaz tako doživljam, ampak nasplošno bi vprašala, a je bilo leto nekih
čudnih trenutkov, pa ne čudnih v smislu, ne vem, ali pa nekih pretresov, ali pa preizkušenj. Res osebno, pa tudi moja širša okolica je ful enih sprememb doživela. Zdaj me pa zanima, a ste to recimo lani zaznali, ko smo bili v 2024, pa smo šli, je bilo 2025 bolj turbulentno, kot to leto, ki prihaja? Vem, da vsak posameznik ima svoje bitke in svoje, ampak zanima me nasplošno. Ja, načeloma ta kača, ki še zdaj traja trenutno. Ja? Je taka, kače so ponovno tako, da, če bi rekli, kot v ozadju. Okay. In ven ne pokaže direktno, ampak potem se pa dogaja. Ja, valjda vidimo to strujanje ali pa neugodno dogajanje, ni samo osebno. Ampak je tako, da dostikrat ljudje prepozno vidijo, ko je kača. Torej, zdaj v decembru smo kaj videli, ali pa za januarja bomo še bolj. Čeprav se je že dogajalo, recimo, dosti prej. Okay. Dosti krat, recimo, kače same pa lahko boljše vidijo. Da se splača malo poslušati svojo intuicijo. Recimo, kače so znane potem, da lahko skozi zid zaznavajo. Zato so povezane, recimo, z intuicijo. Dosti krat pa tudi z čudnimi. Kače ponovadi niso glih ljubljenički za večino ljudi. Tada je neka skrita nevarnost, če tako rečemo, pa grožnja. Je bilo ok. A pa so lahko zgrožne. Ja, in to 2 kače. Ja, 3 kače. 3 kače. Ja, ne vprašam. Mogoče ne bo nobena letela iz podcasta, ker so odšla. No ja, evo. Ne boš. Te kaže dober. In un Marjan bo vesel bolj. Ja. Un Marjan, ki je rekel, zakaj sem se večno dovajal, končno, evo, pa bomo tudi njega usrečali. Ne, vse. Drugače tako, recimo, kača po dolgem času, pa če ste bili pozorni, spet se ogenj vrne. Ogenj, recimo, zdaj sploh konjo, recimo, tudi neki optimizem spet vrne do ljudem. Okay. Tada kača še ni bila čista, ampak vsaj nekaj osvetlila, ali pa neke stvari so se spoznale kot drugače, kako bi rekel, ali so veljale za čudne, ali so veljale za pa se kar javno, ali pa dogaja. Konj pa recimo dal to neko upanje spet ljudem, da je lahko boljše. Da je lahko lepše. Se je po COVID-u ful spremenil to. Ja, seveda. Recimo COVID je bil v času podgane tema voda, strah. Je bilo ful lahko to promovirati. Recimo v leto konja ni šans, da se recimo lahko na tak lahki način spromovira. Ti si hotela še za 3 sodelavce vprašati nekaj. A ja, se res. Ja. Zdaj, če ne morete odgovoriti, povejte, ker se za njih niste pripravljali, ampak... Ja, ne, v bistvu ja, pač kakšna je pa prihodnost? Jaz sam to zdaj ne moram, ker imam datuma rojstva našega šova, veš, to ful težko vprašaš. Miha Deželak je tako hotel vedeti, če bo končno sponzorski avto v 2026. Evo, pa nismo. Ampak je zraven mene, tako. Ja! Pa Denis, če bo imel Janez 3 ali kakšno novo predstavo, evo, zdaj to pa nič ne bo. No, to bo ziher. To bo ziher. To je ja. To je ja. Pa za avto tudi bolj ja. Zaradi mene. Ko bo Lara zrihtala. Pa se lahko zasluge jemljajo. Vsi bodo se uspostavili. Dobro narediti finančni plan. No, dobro, lahko za šov, lahko. Ne, ampak se resno, ti je tako pa kaže. Za šov v bistvu tudi kaže dober, če meni kaže, mislim. Ja. Ti boš vodila ta šov. Ti si povezana s podcastom, nič ni omenil. Jaz sem res, da me bodo vrgali šova. Pa se osredotočil na ta podcast. Zdaj pa bom številka 1, ko bi bo sam še to ostalo. Načeloma iz tvoje karte boš poskrbela za sodelavce. Okay. Torej boš čutila neko potrebo, da si jim ob strani, da podpiraš, da pač kaj je v tvoji moči. Ampak, če gledamo iz tvoje karte, pač njihovo delo ali pa vaše delo skupno, da je podprto. Super. To pomeni, če Miha dobi sponzorski avto, pa Denis Janez 3, pa Anja Sanski dom, v bistvu tu samo zasluga. Jaz moram povedati, da mislim, da Anja pa Denis sta kar odgovorni. Sam svoje sreče, pa še za Miha, pa kar poklična. No, evo. Miha. To niješ toliko dela. Aha, okej, no. Dober je. Cool. Dober. Ampak še enkrat, imaš še enkrat 3 kače. Če so 3, boš lahko malo delila. Ne reč pa tako zdi, da je tvoja zasluga. Pač samo... Aha, okay. Ja, ne bodi prepotentna. Okay, ti se Samo drzna. Ti se moraš nekaj za Urško vprašati. Ja, zdaj je ta čas. To je še, evo, obljubim zadnje vprašanje. Ja. Če se bo v letošnjem letu razkrilo, kdo je ta njena Urška ali ne?
A je Urška? A bo to javno? Seveda, da ni Urška, to vsi vemo, da ni, ne? Ampak Okay. če bomo pol javno vedeli, kdo to je. Javno vedeli ali vi vedeli? Mislim, jaz mogoče kaj vem, no. Ampak tako, da bodo drugi vedeli. Ja, sonce vse razkriva, da bo, če je bila zdaj sposobna Malo skriva. manevrirati, potem bo že nekdo slikal ali pa... A bo že to slikal? Super, slovenske novice. Kdo? Radijska voditeljica. Ne. Pa poskrbimo, pa ker pošljemo fotko. Zdaj boš vedela, da je od Vesne prišlo. Ja, v redu. To bo ziher. Okay. Jaz nisem naš za zdravje vprašala. A bo v redu? Ja. To leto bo kar... Okay. Se mi zdi, da... Moče treba samo malo paziti, kaj jest, Okay. ne testirati na sebi nove, Okay. da sploh, če boste kje potovali, pa to malo paziti. Okay. Moški je potovala. Bom jedla sam preverjene. Je pa kakšna voda, če ni več pitna, ne bomo tizga pile. Če gremo kam take kraje. Ja, ne vem, kam boste šli, ampak... Ja, dober. Ja, to je to pol po mojem. Ja, fula. Ja, hvala, ker ste si... Ja. Jaz bi še privat kaj prišla vprašati, ker ne moram... Ja, jaz tudi, ja. Okay, kao, ja, ne Jaz vem, tudi, ja. ne vem, če tako verjamem. Ne, pa, Takrat je še lažje, ja. Cool. veš kaj, se mi zdi, da če si karakter, pač različni smo si, kad ti da nekdo nek... To je tako, kot si rekla prej, če na list napišeš, že narediš prvi korak k temu in potem, če imaš neke ideje in ti nekdo mogoče še reče, mogoče pa letos ne kaže najboljš. Počakaj, vse se menjamo ljudje in ne čas, pa ti reče letos pa mogoče še z večjim entuziazmom v to vstopaš ali pa probaš. Ja, se tako je mišljeno. No, vse tako, zato sem rekla, da... Torej, ker če bi vedno življenje se samo dogajalo mimo nas, potem brez veze, da živimo. Okay. Ne, teda, pač mora biti, na koncu pa tako bilo že večkrat rečeno, odločitev tako vedno pride za sebe same. Tudi če se ne odločijo, odločitev. Škoda, jaz mogoče sem rekla za na konc. Kar se tiče astrologije, pa kar se tiče nekih takih stvari, ki so za mnoge ljudi neoprijemljive zelo. Jaz bi rekla sem, da dajte poslušati sebe, pa zaupati nekomu, ki ga začutite, da ga poslušate. Ne zdaj kar enemu random človeku, ki je pa bi tudi malo bil astrolog, ta pa ve, pa ga kar takoj poslušati. Jaz vedno se mi zdi, se ravnam po svojem notranjem občutku in če se mi zdi, dobro se počutim v tem človeku, zdi se mi fajn, poslušam, pa si pa vzamem stvari na znanje, ne bom pa slepo sledila. Ja, smo intuiciji. Ja, veliko ljudi pa, kar se te tematike astrologije tiče, kar preberejo vse poprek, ali pa ne vem, na busu veš, napoved. Ja. Zdaj bo pa moj dan pokvarjen. Ja, Čil, ni nujno tako. Tako, na ta način mogoče bi jaz sam rekla. Za konc. se strinjam. Poslušati V bistvu, tle. astrolog ne bi spet bil nekdo, ko naj bi živel na mesto osebe. Ne, ali pa da ve več od osebe, to je smešno. Ja. Ne, če na koncu tako osebo razlaga, bi mogla oseba vedeti več o sebi. Ja, Ali pa se seveda. poznati, Ja, ne, mislim, ker- itak pol, in ko se poznamo, vi itak poveste, mi pa potem- povežemo, ne? Ja. Tako Ne, da- in ko se poznamo, itak lahko boljše delujemo. Se tem je cela stvar. Ja. Ne, ker tudi, ko vemo, kaj je narobe, pač enostavno samo pomeni, izboljšaj to, se nič drugega. Ja, super. Ja, super. Upam, da ste kaj izvedeli, kaj naučili. V bistvu, Ja, v bistvu ste izvedeli do nas, kaj pa z nami. V bistvu sem izvedela, kaj je vzaj. Hvala, ker nas spremljate. Hvala že vnaprej, ker nas boste rastali in spremljali. Take so, zdaj pa, če ne bo, jaz verjamem, da boste. Jaz verjamem, da boste. Ne zato, ker karte tako pravijo, ampak ker upam, da nas radi poslušate. To se mi zdi lepa skupnost. Tako, ljudi, ki raste. podpirajo. Ki Res je, raste. ja. Tako da, to je to. Jaz bom rekla še enkrat hvala tudi za na koncu še Vitamin kliniku, ki še vedno ostaja tudi 2026 z nami. Tako, ja. In nas spodbuja in spremlja. In tako da, In kaže nam dobro, tako da dajte še naprej. to je to. To je to. Lepo se imejte. Hvala. Hvala, ker ste prišli, ker ste si vzeli čas. Ja. Hvala za povabilo. Spodaj bomo pa v opisu še napisali, kje vas pa ljudje lahko najdejo. Pa s čim vse se še ukvarjate? Ker ni to še zdaleč. To je samo nazaj. kapljica v morje. Tako. Čau. Tisti dnevi v mesecu.